dobrodošli v prehodu po mestu Sevnica iz trga do spomenika kmečkemu uporu. Namreč ravno v tem času se spominjamo tudi 450-letnice velikega hrvaško-slovenskega, slovensko-hrvaškega, ampak recimo hrvaško-slovenskega upora. In skupaj s hrvaškimi kolegi muzealci imamo tudi en tak velik projekt, upor Punt Buna Revolt, tako. In pozdravljam Silvijo Limani, direktorico muzeja Brdovec. Ona je naša gostja, predstavnica, tudi bi lahko rekli, hrvaške strani, mednarodne. In se pravi, tam je muzej Brdovec, muzej seljačkih buna, to so muzej Hrvatskog Zagorja Gornja Stubica, tudi muzej grada Zagreba in pri nas kulturni dom Krško, galerija Kostanjenice na Krki in naš posavski muzej Brežice. Tako da nekako vsi, ki smo na tem območju, kjer se je dejansko upor tudi odvijal, smo se povezali in smo zdaj že neke aktivnosti naredili. Jutri, danes dopoldne je bilo že v Kostanjevici, zdaj smo tukaj. Mi smo v nedeljo odprli razstavo in pripovedovali v tem času popoldne pri nas v muzeju. In jutri imajo pa v tem muzeju seljačkih buna imajo prav otvoritev razstave. Vsi bomo tudi prirejali razne delavnice, predavanja, tako kot smo rekli. Ena od takih stvari bo tudi 27. maja, ko se bomo odpravili na ekskurzijo po vseh teh ključnih krajih, mogoče se bo še ponovila kasneje. Tako da o tem boste obveščeni. Ampak vemo pa, da je Sevnica med prvimi imela leta 1973 v našem območju tudi spomenik, tako da se nam je zdelo zelo pomembno. Mi smo pa tudi zelo veseli, da je pač Krojc zaživel, da je oživel v lanskem letu in si tudi želimo nekako, da vsake tok časa tudi mi še pri tem aktivno sodelujemo, čeprav s salonom pač upravlja javni zavod KŠTM Sevnica. Mi smo bolj pač ta neka strokovna podpora, ampak da tudi čutimo kot našega, tako da smo danes v Sloveniji zasedli KŠTM. Zdaj trenutno smo v samem središču Starega trga v Sevnici, ki je bil večino časa svoje zgodovine trg in ne mesto. Mesto šele od polovice prejšnjega stoletja. Zdaj, glavna točka na trgu, ki je takoj opaziš, je seveda tale znamenje, kjer smo se tudi danes srečali. Je pa znamenje, ki se je v ljudskem običaju ohranilo kot Martinovo znamenje. Čeprav je glavna figura na samem spomeniku sveti Frančišek Ksaverij. Zdaj, to je baročno znamenje, ki se je, kot pravi tudi sam napis, ki ga je treba malo dešifrirati, ker je v kronogramu zapisana letnica. Kronogram je pač način zapisovanja, ki je bil zelo popularen v baroku. Ko so v napise na spomenikih samih skrivali določene letnice, ponavadi nastanka. To je pa tako, da so v napisih skrite rimske številke, ki so povečane, večje od ostalega napisa, in če vse te številke seštejemo skupaj, dobimo letnico. V tem primeru dobimo 1754. Takrat naj bi ta spomenik tudi nastal. Je pa verov o tem nastanku tega spomenika precej malo. Se je pa kasneje, stoletja kasneje, v kroniki župnijski v Sevnici ohranil zapis, da naj bi spomenik naročila zakonca Martin in Konstanca Šinkovec, ki pa naj bi bila tudi najemnika gradu v tistem času. Zdaj gre za kužno znamenje, kar pač seveda so postavljali ponavadi ob končanju večjih kuk in kužnih bolezni. Zdaj ni nekega zapisa, da je prav v tistih letih, ko je znamenje nastalo, bila kakšen večji izbruh bolezni, ampak so bile pa stoletja poprej, pa verjetno so bile tudi lokalne, še po tistem, kar so se redno pojavljale na Štajerskem. Ni pa točno za leto določeno. Upor ti predstavlja zelo pomembno panogo tukaj na Sevniškem trgu. Najpomembnejše obdobje je bilo nekje od sredine 19. do sredine 20. stoletja. Zdaj poznamo v Sevnici tri take osrednje lokacije, kjer je bila ta obrtna dejavnost nekoliko bolj zgoščena.
Ena zagotovo najbolj zgoščena bila tlele na tem osrednjem glavnem trgu. Druga lokacija je bila tukaj spodaj, ko se zavije levo, torej Florijanski graben, drug del je bil pa tam na drugi strani, na koncu glavnega trga je bil pa Drožanski graben. Mi se bomo danes bolj sprehodili tukaj po tem glavnem trgu. Zdaj, kot veste, vedno je to znanje obrtnikov prehajalo z roda v rod, ponovadi iz očetov na sinove. No in ti sinovi so ponovadi si pričakovali od njih, da bodo to svoje znanje, ki so ga dobili od svojih staršev, tudi dodatno izpopolnjevali. Ena možnost je bila v Sevnici od 5. novembra 1911, ko je bila tukaj odprta obrtno nadaljevalna šola, tako da eni so imeli možnost, da se tukaj dodatno izpopolnijo. Kar veliko drugih je pa odšlo na to dodatno izpopolnjevanje v druge avstrijske dežele znotraj monarhije, druge avstrijske kraje znotraj monarhije. In tam je izpopolnjevalo svoje znanje, seveda pri tem se priučilo tudi nemškega jezika, ki je bil takrat zelo pomemben, potem seveda se priučilo nekih novih delovnih navad, potem natančnosti teh nemških izrazov za razne procese, postopke, orodja, ki so jih uporabljali pri svojem delu. In tako, ko so se potem vrnili nazaj po nekaj mesecih ali letih v svoj domač kraj, so bili potem veliko bolj cenjeni kot tisti, ki so se izpopolnjevali samo domači kraj. In so se pa kar vrnemo v obrtniku, ki pa bil tukaj zelo blizu nas, in pa v tele stavbi, tele manjše stavbi, ki je tudi obešena slovenska zastava, na naslovu Glavni trg 22. Tukaj je bila gostilna Žičkar, oziroma kasneje se je reklo tudi Prijerci. Kaj veliko o tej gostilni ne vemo, vemo le to, da je stavba iz začetka 19. stoletja, tudi tam nad vratnem portalu je tudi letnica 1808. Stavba ima zadaj tudi ohranjeno vrtno parcelo, ker pa ne vemo, kaj je veliko o tej gostilni, bi pa tukaj malo več na splošno povedal o gostilniški obrti tukaj na Sevniškem. In sicer, kot veste, so bile gostilne od nekdaj, že tudi pred izgradnjo južne železnice, torej železniške proge do Sevnice, torej leta 1862 so bile središče družabnega, družbenega življenja v samem kraju. Živeli so predvsem na račun prometa v reki Savi in služili so predvsem s prodajo pijač, ampak seveda tisti, kdo je želel nekaj več zaslužiti, je potem se dobil ideje že za kaj drugega, tako so nekateri prodajali tudi hrano, razne mesnine, juhe, pečenke in podobno. Marsikdo od teh gostilničarjev se pa spomni še eno stvar, in sicer, da je prodajal domač, sveže pečen kruh. Med drugim pa so potem služili tudi tako, da so prodajali pijačo v raznih krušošankih, pa pomeni, da so prodajali pijačo na sejmih, nekih drugih prireditvah, ob raznih hladnih praznikih, žegnanskih nedeljah in tako naprej, in so potem tam še dodatno nekaj zaslužili. Marsikdo pa seveda se ukvarja s diagonalno takole nasproti. Na tele stavbi tukaj, ko je malce veliki valek, v tej stavbi je pa imel pa svojo gostilno njegov brat, Jože Simpošek, ki je bil pa znan potem, da je bil prvi v Sevnici, ki je odprl gostilno z Pred stavbo, pa verjetno se marsikdo že spomne, kakšno funkcijo je imela prej. Namreč že leta 1971 je še imela prvotno funkcijo. Tako da to gre za stavbo lekarne gospoda Antona Abramoviča, ki je prišel iz Zagreba. Gre pa za njegovo drugo lekarno v trgu. Prva je bila čisto na koncu trga, kjer je tista vogalna stavba z optiko As. Je bila tam, ampak samo 5 let. Od leta 1925, ko je prišel, 1925, ko je prišel v Sevnico, do leta 1930, ko je prišel in kupil to stavbo tukaj. Ko je prišel, je tudi predelal stavbo. On je tudi tisti, ki je dodal balkon v nadstropju. Gre pa za stavbo, ki je bila v pritečju lekarna, zgoraj pa stanovanjska. Zgoraj je živel z družino, spodaj je imel prostore. Notranjski prostori so delovali nekako približno tako kot trgovini. Spredaj pult in so noter počeli vse, kar so pač lekarnarji počeli. Prej sem vam pozabil povedati. Mislim, jugotanin, to je zdaj tanin, ne? Namreč
okrog leta 1905 je bilo na tem osrednjem trgu 6 gostiln. Potem po prvi svetovni vojni je to število naraslo na 11. Tako si predstavljate, da vsaka druga hiša je bila skoraj gostilna. Poleg tega so bili še malo sobrtniki. Ni bilo Facebooka, ni bilo televizije, pa so se tukaj. Ena skupina je bila tle, una Facebook skupina pa tam. Vlasti bil, po podatkih leta 1905, je bil vlasti gostilničarja Franca Simončiča. Namreč, kot veste, izgradnja južne železnice, torej dostop železniške proge do Sevnice leta 1862, pa potem vzpon meščanstva v sami monarhiji, vse to omogoči Sevnice, da se razvije kot letoviščarsko središče. In domačini so tiste letoviščarje, ki so sem prihajali predvsem zaradi svežega zraka, zaradi milega podnebja, imenovali kar zomerfrišerji. Takrat seveda so te gostilne večinoma vse te trške hiše tukaj, poleg tega pa še ena restauracija s tujskimi solbami Lamper, to je tam pri železniški postaji, poleg tega pa še 2 hotela. Eden je bil tale hotel Simončič, drugi pa hotel Neuheim. Zakaj je tako nemško ime? Zato, ker je imel lastnike iz Graca in ta hotel je bil tam zraven železniške postaje. No in oba 2 hotela sta se lahko pohvalila tudi s tem, da sta imela vsak svojo veliko dvorano. V tem hotelu je ta velika dvorana gostila predvsem gledališke in glasbene predstave, v hotelu Neuheim pa bolj plesne predstave. Franca Blausteinerja, lastnik v začetku 20. stoletja. Zdaj pa, ker smo že danes tako veliko govorili o gostilnah, bomo še malo o mesarski obrti. Namreč mesarji so seveda pripravljali te raznovrstne mesne izdelke, seveda tako zase, kot tudi za potrebe državljanov. In recimo v tem primeru mesar Blausteiner, Franz Blausteiner, je imel seveda poleg gostilniške obrti tudi mesarijo in seveda zraven mesariji tudi 2 do 3 pomočnike, ki so ves čas pomagali pri zakolu in pri pripravi vseh teh mesnih izdelkov, kar je bilo zanimivo. Vse do konca druge svetovne vojne je bilo tukaj na tem osrednjem Sevniškem trgu, še vedno so do tega časa gojili živino, ker je sama struktura naselja omogočila, da so lahko ves čas to počeli, imeli dostop do tekoče vode, ker je bilo zelo pomembno, da so lahko očistili vse odplake, očistili meso, da je bilo primerno, ustrezno za prodajo. Imeli so tudi svoje hladilnice, nekateri tudi svoje sušilnice oziroma prekajevalnice za meso. Tam od sredine 19. stoletja. To je tudi za obrt pomembno. So ga pa umaknili, so ga pa nazaj na to mesto spet postavili še leta 2000. Tako da je zdaj spet tukaj. Tako da zdaj pa najbolj že gremo naprej. Ja. Da se čim prej ogrejemo. Sem že na pol življenja. Se nas lahko barimo, da se ne smemo. Potem je pa z železničarjem, ki je tukaj živel, zamenjal, da je imel obrt bliže ulici, da je bila bolj dostopna. Zdaj, po tisto naprej so se generacije menjavale. Potem vnuk prvotnega čevljarja, ki je prišel, Petra Stoparja, to je Franc Stopar mlajši, je tudi poučeval na nadaljevalni obrtni šoli v Sevnici čevljarstvo. Zdaj, potem za njim sta prevzela še 2 generacije, trenutno je Blaž Stopar tukaj deluje. Tako da, zdaj pa lahko gremo naprej, da ne bomo zmrzli. Tako čevlje, ne? Ja, kar prineste v Emilo, bo mislil. Maj še nas. Evo, pa smo tukaj pri spomeniku Puntarski. Kmečkemu uporu, tako, ki je bil postavljen ob 400-letnici, to je bilo leta 1972. Zdaj, 73, ne zakaj 72. 72 ga je bil postavljen. Ja, vem, ta je bil Ampak prvi, še preden je bila. Tako, že eno leto prej, ja.
čeprav je obletnica 73. Ne, te hecam. Zdaj, ta betonski okvir je zastavil arhitekt Franc Filipčič. Iz posmrtnih mas puntarjev in 3 sonc je pa zasnoval Rudi Stopač, kipar. Tukaj na tej strani so tudi zapisani še Aškerčevi verzi na temo Kleta, ker je on se zelo poglabljal v tematiko tudi kmečkih uporov med drugim, ker se tudi navezuje na 3 sonca, ki so na vrhu. Zdaj je pa zelo pomembno, da povemo še to, da je nekaj o kmečkem puntu, ki se je v Sevnici zgodil. Zgodil se je točno, v Sevnico so prišli točno 5. februarja, to je bil celo pustni torek, leta 1573 in so prišli iz Krškega, vodil jih je Ilja Grlič. Pa v bistvu so prišli iz Vidma, ne? Današnjo Krško. Ja, Videmčane vtovčemo, ni prav. Potem prišli so 600 puntarjev in on. V Sevnici pa so imeli to srečo, da ni bilo nobenega odpora. V bistvu so lepo prišli, zasledila sem celo v literaturi, da jih so počastili gor na gradu, pogostili in jih lepo sprejeli. Še potem isti večer so že nadaljevali pot naprej proti Lisci, pa čez Kozjansko. In potem dneve kasneje nazaj na Hrvaško, v Zagorje.